se že več kot 10 let na Blejskem gradu na velikonočno nedeljo začne lov na pirhe. Otroci v razburljivi raziskovalni igri iščejo unikatne lesene pirhe po vsem gradu, vsak pa jim prinese bogato nagrado. In kako igra poteka? Zagotovo je največja atrakcija lov lesenih jajc, ki so skriti po gradu. Vsak otrok prejme tudi bogato nagrado za to. Tako da v bistvu uživajo v vsem iskanju teh jajčk in potem v odpiranju nagrad. Letos smo obogatili otroške delavnice. Vsak otrok si lahko izdela zajčja ušeska in pa zajčje podstavke za jajca. Potem pa smo letos dodali tudi zajčji labirint, kjer je cilj, da otroci jajca na pripomočku prenesejo, brez da jim pade na tla skozi labirint. Gre za eno najbolj zabavnih iger, ki jih v Zavodu za kulturo Bled pripravljajo za otroke. Jajčke sem si iskala. Pa si našel jajčka? Na stopnicah. Da bi iskala jajca. Zato, da sem šel ujeti jajček, pa za nagrado, ko sem ujel jajček, sem dobil za en teden na kmetijo. Zato, ker bi jajce iskale. Nad prireditvijo so navdušeni tudi odrasli obiskovalci. Odlično, prav zanimiva. Nikoli nisem bila še na nobeni taki zadevi. Super. Zelo idealno za otroke, ker je pač zaprto območje in vsi radi pridejo, sploh lansko leto pa letos, kaj je tako lepo vreme, idealno, da se malo podružijo, starši, da se malo vzamemo odmora. Poleg iskanja pirhov se obiskovalci lahko preskusijo tudi v nekaterih velikonočnih igrah. Da spustiš po grabljah jajčok. Tim lahko grem tem, kakor mečeš jajčke s kovancem. To si že poskusila? Ja. In kako je šlo? Ni mi ratel. Ohranjanje velikonočnih običajev je še zelo živo. Pirhe delam pa z mami kazati, kaj ustvarjamo tudi v veliki noči. V soboto se dobimo za žegen, gremo skupaj k žegnu v cerkev, pol se pa zberemo kot družina skupaj, pojemo to, kar smo nesli k žegnu, pa za nedeljo zjutraj se za zajtrk dobimo, pojemo zajtrk velikonočni, pa pirhamo se, torčamo, fucamo, tako da veliko velikonočnih iger. Šla sem skozi labirint, pa nesla na skaljah jajc. Pa nič ti ni padel na tla? Dvakrat me, enkrat me pa ni. Vsako leto pripravo prireditve zaznamuje tudi sodelovanje s številnimi ponudniki. Najprej bi se rada zahvalila vsem, ki so darovali nagrade in tako omogočili, da je naš dogodek res nekaj posebnega. Moram pa reči, da dober odziv je bil, ne vem, bi rekla, zaradi dobre energije, pozitivne volje, pa res v sodelovanju je moč. Velikonočni vikend je bil na Blejskem gradu izjemen, saj je grad dnevno obiskalo okoli 2600 obiskovalcev.